Napisali ste knjigo Klošarka z Miklošičeve. Kdaj ste dobila navdih za to pisanje? Ja, ta navdih se v meni porajal kar mnogo let, lahko rečem celo desetletij. Na nek način je to v meni tlelo že kar skoraj 35 let, odkar hodim po tej Miklošičevi in se srečujem s temi brezdomci. Mnogokrat me je težilo, ko sem videla te ljudi, ki so stari tam ob ulici, na nek način v vsakih vremenskih razmerah. Smilili so se mi in sama svojega obnašanja nisem razumela. Mnogokrat sem šla mimo njih, brez da bi jih pogledala, mnogokrat sem se ustavila, ampak vseeno me je še velikokrat bremenilo, da nisem storila dovolj. Potem sem se tudi z drugimi ljudmi večkrat pogovarjala, kako pa oni pristopajo, in sem dobila različne odzive. Kakšni so rekli, nima jim smisla za pijačo dajati, hrano že dobijo, tudi dobila sem nasvet, pa da je dobrodelne organizacije, bojo oni poskrbeli za njih. Res sem to naredila, pa vendar me te stvari niso zadovoljile. Nekako potem se je v meni to malo prelomilo, ko sem se odločila, da pač nekaj moram tudi sama narediti in sem se v teh brezdomcih začela ustavljati oziroma jih pogledala v oči in jih podala. Velikokrat sem dobila potem roko in sem jih pozdravila. Moram priznati, da sem takrat stopila osebno en velik korak naprej, ker sem videla, da me taka stvar potem zadovolji v tem smislu, da sem nekaj storila. No, ta knjiga ima v bistvu resnično zgodbo, ime je pa izmišljeno. Tako je. Knjiga je zbirka, je zgodba resničnih dogodkov, literarno obdelana. Knjiga je postavljena v malo pretekli čas, ravno zaradi tega, da ne bi kakšen brezdomcev ne prepoznal, da ne bi bil preveč, se je zdel, da bi bil preveč upleten. Nekako se mi je zdel, da opisati zgodbo enega brezdomca bi bilo zelo verodostojno in zelo pričevalsko, to bi verjetno lahko naredila, no so zadnje sem tudi nekaj stikov z njimi že navezala, ampak zdel se mi nepravično opisati zgodbo samo enega človeka. In v tej knjigi, Klošarka z Miklošičeve, je opisanih več resničnih dogodkov. Gre od razpada zakona, gre od varanja, gre od pijančevanja, gre od lažnivega pričanja, zaradi katerega potem ta glavna junakinja tudi izgubi sina, in na nek način je to tisti potem glavni povod, da ona začne v življenju stopati navzdol.